Lepo pozdravljeni. V današnji epizodi podcasta Moč besede bomo pokukali za tančico in spregovorili o skritem življenju posameznikov, ki uporabljajo prepovedane droge. Uporabniki drog so pogosto precej drugačni od stereotipov o mamilarskih odvisnikih. Mnogi imajo uspešne kariere in na prvi pogled živijo povsem običajna življenja. Danes je z mano doktorica Mirjana Delić, slovenska psihiatrinja in specialistka za odvisnosti od prepovedanih drog. Trenutno je v.d. predstojnica Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, ki je del Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani. Dobrodošli, gospa Delić. Hvala za povabilo. Zdaj, nekaj podatkov sem si nanizala tukaj za prvo vprašanje. Po najnovejši raziskavi v letu 2023 naj bi okoli 22% Slovencev v starosti med 15 in 64 let že kdaj v življenju uporabilo prepovedane droge. Kar visok odstotek pravzaprav. Porast prisotnosti droge potrjujejo analize odpadnih voda, policijski podatki in vsakodnevne socialne stiske, s katerimi se srečujejo strokovnjaki, ki poskušajo pomagati tistim, ki se ujamejo, to lahko rečeva, v nek začaran krog odvisnosti. Zdaj, včasih ljudje, ko prvič poskusijo drogo, ne vidijo vseh nevarnosti. Radi bi samo preizkusili, velikokrat tudi jaz to slišim od mladih, se igrali z učinki ali, največ jih da ta odgovor, mislijo, da imajo vse pod kontrolo. Ampak zakaj so nekatere droge sploh bolj nevarne kot druge, še posebej, če jih uporabljamo hitreje in bolj tvegano? Zdaj, seveda, droge na splošno, ali so psihoaktivne snovi, ki delujejo na naše možgane in sicer na naše zaznavanje, na naše razpoloženje, razmišljanje in tudi vedenje. Vpletene so v tisti naš možganski center za nagrajevanje, skratka, to je tista neka glavna stvar, ki jo dobimo od droge, je občutek ugodja, Potem pa še druge neke zaželjene stvari v smislu neke sprostitve, protibolečinskega efekta, poživitveni efekt in tako naprej. Ampak a res v življenju kaj ne znamo najti druge sprostitve kot drogo? Kaj bi bil pa substitut, recimo en čisto vaš kratek nasvet? Tek, branje, karikiram. Ja, vse to imate prav, so neki substituti, vendar če govorimo o tistem centru našem za nagrajevanje, o količini dopamina, ki se sprosti, težko boste vi prebrali knjigo, ki vam bo sprostilo toliko dopamina, kot recimo, če človek zaužije neko poživilo. Vendar evolucijsko mi nismo narejeni, da bi možgani ves čas nekako sprožali toliko dopamina, ker ne bi kot družba obstali. In to je ta problem. A se z evolucijo človeka, z razvojem, ta stopnja dopamina v našem telesu zvišuje, zmanjšuje, ga rabimo več, kot smo ga 100 let nazaj? Tempo življenja je namreč brutalno drugačen kot v preteklosti. Tako, to je res. Zdaj, to, kako telo deluje, načeloma je manj ali več enako. Ampak kaj pa mi pričakujemo od sebe, od drugih in kaj družba od nas pričakuje, ta del pa je drugačen in se veste, danes je družba zelo narekuje, dajmo več od sebe, dajmo več čutiti, več doživeti, in to je tisti problem, oziroma tukaj droge imajo svoje mesto. In če se vrnemo nazaj vprašanje, zakaj so nekatere droge bolj nevarne od drugih? Seveda, zato ker ene že potem, kako močen učinek povzročajo. Skratka, je potem možgani si zelo hitro zapomnijo, skratka, tukaj je to ugodje in želim ponoviti. Skratka, recimo govorimo o kakšnih kokainu ali pa drugih poživilih in če je učinek intenziven, če je hitro nastopi, potem ga bomo ponavljali in je večja verjetnost, da se bomo na to navadili. A vas lahko eno stvar vprašam, preden greva na naslednja vprašanja? Ko sem bila jaz na obisku pri vas, psihiatrični kliniki, to je zdaj kakšne pol leta nazaj, sva se pogovarjali o tem, koliko različnih
odvisnosti zdravite pri mladih v psihiatrični kliniki. In jaz sem bila pravzaprav šokirana, da je konoplja, torej marihuana, tudi nek pokazatelj, koliko ljudje postanejo odvisni, pa govorili sva tudi o računalnikih, zaslonih in tako naprej, ampak mladi in marihuana, kje smo? Zdaj, to je pa tudi ena taka zelo široka tema. Skratka, marihuana se danes nekako zelo predstavlja kot varna, naravna, a ne. Pozabljamo pa, da današnja marihuana je precej močna, skratka z visoko koncentracijo THC-ja. Mladi seveda posegajo po drogi na splošno v sklopu svojega razvojnega obdobja, vendar če mi imamo intenzivno skratka snov oziroma z intenzivnim učinkom, ob tem, da imamo veliko mladostnikov, ki so precej ranljivi danes, ne, spet zaradi drugih stresov, potem je večja nevarnost, da bojo pač ponavljali to vedenje in bo pač prišlo do odvisnosti oziroma do drugih sproženih ali pa razpoloženjskih motenj, do psihoz. Tisto, kar je še problematično, da mladi danes redko jemljejo eno drogo, ampak v tem okolju, ko se droga jemlje, so prisotne še alkohol ali pa potem še kakšno poživilo, še kakšne tablete in neredko tudi opioidi. In zakaj ima marihuana danes več THC, kot ga je imela v preteklosti? Je to zdaj nek, recimo, proizvodni proces, ki je namerno šel v to smer, da je THC-ja več? In moje podvprašanje je, ali uporabnik na koncu, ko kupi seveda to travo na črnem trgu, sploh ve, kaj je kupil? Zakaj? Zato, ker pač trg tudi veliko narekuje, a ne? Tudi ljudje verjetno so se veliko naučili, a ne? Glede proizvodnje marihuane. Skratka, to je ena stvar. Po drugi strani pa ljudje danes želijo imeti izbiro, a ne? Skratka, za ta učinek želim to, za drug učinek želim, a ne, to. Tako nekako funkcionira. Tako stvar funkcionira, tako da to je ena stvar. Zdaj, ali vejo, kar kupijo, ne, a ne, pač lahko verjamejo tistem, a ne, od koga kupijo. No in zdaj bom hudičev odvetnik v tem segmentu. Ja. Ali ni potem vendarle bolje, da jo legaliziramo, imamo kontroliran in reguliran trg, da v bistvu na koncu, recimo mu potrošnik, vsaj ve, kaj je kupil, in da je to še vedno pod neko regulacijo, koliko vsebnosti THC recimo en joint lahko ima, ne? Zdaj, to pa bom jaz zdaj odgovorila. Namreč v teh državah, v katerih je to narejeno, a ne, legalizirano, načeloma je legalizirana prodaja, ampak tisto, česar niso uredili, je prav ta koncentracija THC-ja. Ker ta del so pustili, ker to je tržno zelo pomembno, ne. Kako bom jaz boljša od vas, tako da bom jaz imela travo z večjo koncentracijo THC-ja. Skratka, to ni prineslo tega, a ne, v tistih družbah. Kaj pa naš zakon? Naš zakon tudi tega ne opredeljuje, a ne, ne predvideva tega. Tako da to je ena stvar. Druga stvar je pa črni trg, nekako vse po podatkih, ki jih imamo, po teh uradnih podatkih, pa se ni bistveno zmanjšal, a ne, ker pač črni trg pa ima tudi svojo logiko, a ne, veliko denarja na črnem trgu, tako da težko ga z enim takim ukrepom. Kaj pa vi kot psihiatrinja, kot strokovnjakinja za droge pravite na velikokrat slišano tezo, da konoplja ni škodljiva in da ima celo zdravilne učinke. Mar res? Zdaj, seveda, jaz izhajam iz psihiatrije, pa iz področja odvisnosti. A ne, mi vidimo večinoma probleme, ampak zagotovo pa vidimo ta problem kot javnozdravstveni problem, a ne. In ta odgovor na to je kompleksen, a ne, ampak jaz bi začela od tega, da konoplja je droga. Skratka, najprej moramo razčistiti. Razčistiti. Prvo stopnico.
Prva stvar, to je droga, ki ima nekatere pozitivne učinke in so tudi te opredeljene, v zdravniški praksi, pač je dokazano, da nekje ima svojo vlogo, zagotovo pa ne tako široko, kot se želi prikazati. In tisto morda bi se še rekla, da ko govorimo danes o konoplji, predvsem izpostavljamo te pozitivne učinke in zelo malo slišimo o tem, da je droga in da ni in da so tudi negativni. Kateri pa so to? Pa verjetno je razlika, ne? Toliko sem že malo prebrala, ker me je že ob sprejemanju zakona ta tema zintrigirala, da je velika razlika, če ti začneš drogo uživati v mlajših letih, drogo, konopljo, ali v kasnejših. Zdaj, pozitivne priznavate, ne, tudi vi kot strokovnjakinja z tega področja. Mislim, da je prav, da omenjate, da se premalo sliši o negativnih učinkih in evo, zdaj imate priložnost. Negativni učinki uživanja, kajenja trave, recimo pri mladostnikih. Marsikdaj poskusijo že med 15 letom, ne, tudi statistika je zajela že to starost. Kaj jih čaka, te mlade? Zdaj, to mislim, da sem že nekako rekla, v tistem razvojnem obdobju, ko se seveda osamosvajajo, ko se možgani razvijajo, je to neko eksperimentiranje del, tega odraščanja. Problem je pa, ko ni strahu pred neko drogo, skratka, da se z lahkoto poseže, da je ta droga zelo dostopna in da je z visoko koncentracijo THC-ja, skratka, ta del je problematičen. Problem je, če bojo svoje stiske začeli reševati s to drogo. Ampak kakšen je vpliv na njihovo zdravje, na njihov razvoj, mentalni razvoj? Že imate verjetno analize obstajajo, vi jih opažate tudi v vaših postopkih zdravljenja. Kaj je recimo, bodiva brutalni, lahko najhujša posledica za mladostnika, ki pri 15 letih začne kaditi travo in to počne redno? Problem je pa v tem, ker vpliva seveda na spomin, na izvršilne funkcije, skratka na način, na predvidevanje, na dojemanje sveta, predvidevanje določenih situacij, reševanje problemov in tako naprej. Kar seveda, če pogledamo, da je ta človek v šoli, bo vplivalo na šolski uspeh, vpliva na motivacijo, druge stvari postanejo manj pomembne in večina časa se nameni jemanju droge. Potem pač ob tem neredko imamo kakšne anksiozne A to se pojavi lahko zelo kmalu ali šele kasneje, 40, 50 letih? Že prej? Tako, že v mladostništvu. Skratka, lahko je pa trava že, ali pa marihuana, kakorkoli, že način spopadanja s tesnobo in v tem nekem začetnem, takoj po kajenju ima ta nek učinek proti tesnobi, ampak potem pa z rednim kajenjem dejansko je samo še poslabšuje. Potem pa imamo depresijo, ki je pravzaprav niti ne moremo diagnosticirati, dokler človek ves čas jemlje, tako da rabimo neko abstinenco. In tisto, kar ste rekli, nekako brutalno, to so tiste psihotične epizode, oziroma pri nekaterih, ki so taki bolj ranljivi, genetsko bolj ranljivi, lahko pač sproži tudi neko shizofrenijo, Skratka, imamo psihoze iz različne oblike psihoz. Tako da to niso take lahkotne stvari. A govoriva tukaj lahko tudi o trajnih posledicah? Ja, recimo lahko pri nekaterih gre za trajne razpoloženjske motnje in za trajne psihotične motnje, v smislu shizofrenije, ker to pa so študije, dosti velike študije tudi pokazale, da pri tistih, ki zgodaj začnejo kaditi marihuano in ki so genetsko predisponirani, se prej razvije oziroma je večja nevarnost za razvoj shizofrenije. Ob tem pa je pri tistih, ki kadijo marihuano z 10% THC-ja ali več, je nevarnost za razvoj psihoze skoraj do 5-krat večja. Kar ni malo. Kakšna trava je na slovenskem trgu? Vse živo imamo. Definitivno je pa tudi precej močna.
15, 20, 30% THC-ja. A sem lahko še malce provokativna. Prebrala sem kar nekaj strokovnih člankov, ne člankov v rumenem tisku. In v enem je nek strokovnjak ugotovil, da je alkohol bistveno bolj nevaren kot marihuana. Da je to dejstvo. Kako si vi kot psihiatrinja razlagate, da se o kakšni prohibiciji alkohola v naši družbi, pa ne samo v Sloveniji, tudi marsikje po svetu, sploh ne pogovarjamo? Veliko razprav pa na temo, ko se odpira legalizacija konoplje, da ali ne. A ni to malce shizofreno, da v bistvu bolj nevarno stvar pustimo ob strani, manj nevarno pa ne mislim zdaj zmanjševati pomena vaših besed, z njo se pa krp, ne? Poglobljeno ukvarjamo in debatiramo. Kam smo kot družba zašli, no, da je alkohol pa absolutno sprejemljiv? Jaz bom pa začela glih od konca, tega mojega odgovora, kako to, da mi kot družba se ne naučimo iz svojih napak. Če smo z alkoholom naredili to, kar smo naredili, pa tudi Slovenci, da smo nekako živimo v mokri družbi. Tako se temu reče. Tako. Okay. In kako to, da se iz tega nič ne naučimo? In zdaj ogromno enega denarja uporabljamo, preventivnih kampanj, da zmanjšamo škodo, ki jo dela alkohol, ki je nedvomno problematičen in škodljiv. In sedaj bi mi uvedli novo drogo, ki morda na prvi pogled ima nekako manjši škodljivi potencial, ampak kot sem že rekla na začetku, je droga. In pravzaprav, če bi pa sešteli, je škode lahko veliko. Zdaj, morda spet provokativno vprašanje, ampak vendarle, malce vas moram provocirati danes. Pri mladih se pojavljajo tudi vedno nove in nove droge, seveda prepovedane droge, ki jih prej ni bilo. Zdaj, kakšna so tveganja, če jih nekdo preizkusi, predvsem pa moja provokacija gre v smer, ali bi bilo teh še hujših prepovedanih drog več na trgu in več škode, ali pa bomo rekli manj, moram se popraviti, če bi legalizirali marihuano. Vse to je nelegalno, črn trg funkcionira. Morda samo na kratko, kakšna so tveganja pri mladih, če preizkušajo te droge? O marihuani sva rekli kar nekaj, no zdaj deva pa še v tistih hujših. Skratka, to so snovi, ki so kemično zelo raznolike, nepredvidljive v smislu delovanja, v smislu čistosti, in ta del je problematičen. Skratka, dejansko mladi ali pa kdorkoli že vzame, sploh ne ve, kaj jemlje, ima neko idejo, kaj bi želel doživeti. Pa kako se to bo odvilo s to novo snovjo, ki je v neki kleti tam skuhana, če lahko malo karikiram, je problematično. So pa narejene tako, da so zelo intenzivne, zelo hitro pride do učinka, in tukaj recimo imamo sintetične katinone, sintetične kanabinoide, in tukaj zelo hitro pride do kakšnih psihičnih in tudi telesnih škodljivih posledic. Ampak zakaj se to pravzaprav dogaja? Zakaj vse več ljudi posega po recimo težjih drogah? Prej smo omenili krek, kokain, amfetamine ste omenili vi. Zakaj se to dogaja? Vedno nove droge, vedno verjetno tudi več uporabnikov? To je neka tržna zakonitost v ozadju, večja zadetost z novimi drogami, hitrejši pobeg od težav. Kaj so razlogi? Jaz zdaj bi rekla, da trg zagotovo veliko prispeva temu, skratka ponudba je velika, dostopnost je velika, ob tem pa imamo neke splošno družbene spremembe, vrednote so se nekako spremenile, od človeka se nekako pričakuje več, tudi sami od sebe pričakujemo več, tudi glede dela, tudi glede zabave. Veliko enih je teh sprememb in droge so nekako predstavljene kot sestavni del tega. Ob tem, da gremo proti normalizaciji, strahu je zelo malo
in nekako mi vidimo ljudi v tistem pozitivnim, še kot droge nimajo toliko slabih učinkov, tako da ali pa tega nočemo videti. Tako da seveda trg to ustvarja, po drugi strani odgovarja na tisto, kar pač mi hočemo. Ponudba in povpraševanje. Tako. Popolnoma ekonomska logika. Popolnoma. Dajva opozoriti še na eno stvar. Danes droge pogosto gredo z roko v roki z drugimi oblikami zasvojenosti. Drži, da nimamo igre na srečo, prekomerna uporaba računalnikov, naprav, igric, TikToka. Že govorim s kakšnimi starši, da otroka ne morejo odlepiti od scrollanja po ekranu, ki z algoritmi ponuja vedno nove in nove vsebine, ki spet nekaj v možganih verjetno sproščajo. Kako vi vidite to povezavo med drogo in zasvojenostmi, ki niso zasvojenost z drogami? Torej, tako govorimo kemične, pa igre na nekemične srečo. te Tako. odvisnosti, oziroma imamo ta odvisniška vedenja. In droge in odvisniška vedenja delujejo na tisti center za nagrajevanje. Skratka, mi ob uporabi in drog in teh vedenj Dobimo dvojno doživljamo dozo, ali kaj? ugodje. In če recimo nekdo vzame poživilo, zavore popustijo, ob tem recimo, da je malo še bolj impulziven, in skratka, potem pač zraven sebe ima telefon in na klik bo samo še povečal tisto ugodje, ki ga želi. A sva lahko malce praktični? Jaz upam, da bo kdo od staršev tudi poslušal ta najin pogovor, zagotovo kdo bo. Skratka, tudi te manj, recimo v navednicah, nevarne droge lahko pri nekaterih sprožajo psihoze. Kako pogosto se to lahko zgodi in kaj so pravzaprav prvi znaki, zato smo omenili starše. Kako lahko starš prepozna, da droga zdaj pa že ima posledice na otrokovem zdravju, zdravju mladostnika? Skratka, fino je, da poznamo svoje otroke, da opažamo spremembe v njihovem vedenju, izgledu. Po drugi strani pa spet v adolescenci pa prihaja do sprememb. Že itak, ne? Že itak, in je dobro, da prihaja do teh sprememb. Po drugi strani pa neka pretirani umik, šolski uspeh, neka sprememba neke družbe, s katero preživlja čas. Vse to so neki prvi znaki. Kaj postajajo bolj samotarji, ko se jih začne lotevati psihoza, sem vas prav razumela? Tako, nenavadnega vedenja. Pač mi imamo tudi take, ki praktično so v mračnih prostorih, nikamor ne grejo, in recimo kadijo travo, igrajo igrice. In to traja nekaj časa, dokler sploh ne pride do pomoči. Ko je lahko že prepozno? Zdaj prepozno, jaz ne rada tega to slišim. Dobro je pomoč poiskati kadarkoli. Prej boljše je, ampak pri nekaterih pa tudi prepozno. Lahko pride do samomora ali pa kakšnih drugih posledic. Potem je pa res prepozno. Tako, zagotovo. Zdaj, kako pa poteka zdravljenje odvisnosti pri nas v Sloveniji? Kako se tega lotevate na oddelku, ki ga vi vodite? Ko pride nekdo, kaj so prvi koraki? Zdaj, jaz moram reči, to že na začetku, dobra stvar v Sloveniji je, da je zdravljenje res dostopno. In če govorimo o zdravstvenem sistemu, kjer se izvaja zdravljenje, in tudi o drugih nekih psihosocialnih programih, s katerimi dobro sodelujemo, skratka, če se kdo želi zdraviti v Sloveniji, res hitro pride in dobi res odlično pomoč. Ni čakalnih vrst? Ne, sploh ne. Kdaj pa damo prehitro termin, da se ne morejo zorganizirati, da pridemo, pa to res govorimo o kakšnem tednu. Da si ne premislijo, kar je tudi dobro. Ja. Tako da namreč zagotovo zdravljenje začnemo v ambulanti. Za nekatere je to dovolj, da so doma in hodijo v ambulanto oziroma v kakšno dnevno bolnišnico, ampak večina ljudi vsaj v neki fazi zdravljenja potrebuje umik v varno okolje, za vzpostavitev abstinence, in potem se že dogovorimo, kako bomo nadaljevali naprej.
Poudarila bi še ta del, da vzpostavitev abstinence je pravzaprav najlažji del zdravljenja odvisnosti, skratka to, da nekdo prekine jemanje, je najlažje, še posebej v varnem okolju. To, da se pa naučiš vzdrževati abstinenco, je pa zahteva spremembo načina življenja. In to pa je težko. A ne? Zato verjetno z naklonjenostjo gledate na komune za zdravljenje odvisnikov, zdaj ne govorijo samo o travi, ampak res tiste, ki so na heroinu. Mi na splošno Domperinove komune recimo, so znane, ne, da pomagajo spremeniti tudi način razmišljanja. Na splošno mi gledamo z naklonjenostjo na vse programe, ki dejansko se ukvarjajo z zdravljenjem s pomočjo človeku, da pride do spremembe, ne pa z nekimi instant variantami. Je pa zelo pomembno, da se na začetku oceni, kdo paše v kateri program. To pa je vaša naloga, ne, psihiatrov, da to nekako to ugotovite. Bi rekla, da kar znamo. Ampak če glede na vaše izkušnje, gospa Delić, ko nekdo je ozdravljen, telo prečiščeno, in potem seveda ga čaka tisti najtežji del poti, kot pravite, sprememba življenjskega sloga, načina življenja. Kakšne vrste ozdravljenih odvisnikov poznate? Se je večini lahko vrniti v neko drugo življenje ali se pri nekaterih lahko stanje še poslabša po zdravljenju? Ta del je pa tudi kar precej pester, bi pa rekla, da seveda odlično je, če nekdo vzpostavi abstinenco, naredi spremembo življenjskega sloga in nekako nadaljuje v tem nekem pričakovanem ritmu. A ne? Po drugi strani pa za ene je uspeh že to, da se dovolj stabilizira, da naredi neke življenjske spremembe in nekako v skladu s svojimi zmožnostmi ima bolj kvalitetno, manj škodljivo življenje in tako naprej. Bi pa še to rekla, pri enih ljudeh droga ima pomembno vlogo v smislu zakrivanja nekih težav, psihičnih težav kot neko način samozdravljenja in takrat, ko se vzpostavi abstinenca, se dejansko vse to odkrije. Zato je pa pomembno, da je v nekem programu, da so strokovnjaki in da to prepoznamo in da tudi ta del zdravimo. Koliko pacientov dobite v vašo ustanovo, ki popolnoma zanikajo, da so odvisni od nečesa? Ali so to vsi? Pa niti ne, zato ker mi smo vseeno ustanova, ki smo, dajmo reči, terciarna in še vedno večina. Večina prihaja k nam z vsej tako, da reče, da imajo problem. Morda se ne strinjajo, da so odvisni, morda se ne strinjajo, da potrebujejo tako dolgo in intenzivno zdravljenje, ker pač mislijo, bom že sam. Vendar... A lahko sam? Da jo to razčisti? Nekateri ampak teh mi ne vidimo. Ti pač to itak izvedejo in sploh ne pridejo. Železna volja. Tako, ampak teh je pa malo. Teh je zelo malo, tako da večina ljudi pa vseeno rabi pomoč. Pa če zaključiva, reciva malce bolj profesorsko, edukativno, uporaba drog pri mladih danes marsikdaj deluje kot, to je nekaj normalnega. Kaj bi bil pa vaš nasvet družbi kot celoti? Kaj bi mi kot družba morali storiti, da bi bilo tega manj? Verjetno si kot družba najprej moramo želeti, da je tega manj, ne več. Kaj bi bil vaš nasvet iz prakse? Poznate mladostnike s težavami, dnevno se srečujete z njimi. Vaš nasvet meni kot predsednici, družbi kot celoti? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da še naprej vlagamo v preventivo, ki je prav tako v Sloveniji dobro zastavljena. Imamo več teh nivojev preventive in tista okoljska, ker nekako je zakonodaja pomembna, ker vpliva na neke splošne družbene vrednote. Tukaj
bi bilo dobro, da ne pozabimo. Potem pa vse druge nivoje preventive še naprej izvajamo. Potem pa je pomembno, da vztrajamo pri tem, da je pomoč dostopna. In da ne marginaliziramo naprej teh ljudi in da delamo na tem, da je čim manj stigme, ker pač tega si zagotovo ne zaslužijo, da tem problemu ne pristopamo z enim moraliziranjem. Pač ta del je pa zelo pomemben. Mislim, da ste kar zadeli žebljico na glavico. Za konec, družba ima svoje pluse in minuse. Zdaj, če povzamem to vašo zadnjo misel, čisto izkoreninili drog in alkohola, pa še česa verjetno nikoli ne bomo. Zato je še kako pomembna pomoč, ki mora biti hitra in predvsem dostopna. In to zadnje, kar ste omenili, brez moraliziranja, ko nekdo potrebuje pomoč, naj pomoč dobi, lažje mu bo, če ga ne bomo obtoževali za nekaj, kar se mu je zgodilo. In naj bo to najin zaključni nasvet vsem, ki se srečujejo z odvisniki. Gospa Delič, kaj ne vam rečem za konec? Najlepša hvala, ker ste si vzeli čas deliti vaše izkušnje. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci ali gledalke in gledalci, če gledate video verzijo, najlepša hvala za pozornost in do naslednjič.